dragi tečajniki in predavateljica, prisrčno vas pozdravljam. Časi, ko smo se izšolali, šli v službo in tam preživeli celotno delovno dobo, so že davno minili. Danes se je potrebno izobraževati in izpopolnjevati ves čas, saj nas to enostavno sili razvoj, še zlasti na področju računalništva. S tečaji informacijskega opismenjevanja želimo v knjižnici Brežice udeležence usposobiti za samostojno uporabo računalnika. Vedno več informacij je namreč dostopno preko svetovnega spleta, nekatere le tako. V knjižnici Brežice poleg bralnega opismenjevanja že od leta 2009 sistematično izvajamo tudi informacijskega. Prvih 9 računalniških tečajev smo v letih 2009 do 2012 izvajali v okviru Centra vseživljenjskega učenja. V letu 2011 smo vrata odprli projektu Simbioza. Na pobudo Društva upokojencev Brežice in predavateljice ter zdajšnje izvajalke tečajev Liljane Žiroš smo s tečajem nadaljevali. Nekoliko hudomušno smo ga poimenovali Migom za računalnikom, ter ga kasneje razdelili na 2 zahtevnosti stopnji, začetno in nadaljevalno. V letih 2012-2015 je bilo o podpori sponzorjev in donatorjev ter občine Brežice izvedenih 48 začetnih in 8 nadaljevalnih tečajev. Z namenom približevanja starejši populaciji iz oddaljenih krajev občine Brežice smo tečaje izvedli tudi v 3 okoliških krajih. Letošnja 3. skupina je potekala v osnovni šoli Bizeljsko. V vseh teh letih smo skupnimi močmi opismenili kar 549 oseb, predvsem upokojencev in starejših ter iskalcev zaposlitve. Kot zanimivost naj povem, da sta najstarejša tečajnika štela zavidljivih 82 let. Z januarjem 2015 se je knjižnica Brežice na pobudo Združenja splošnih knjižnic in Zavoda Jara skupaj še 5 drugimi slovenskimi splošnimi knjižnicami pridružila projektu Zagovorništvo, ki ga je na evropskem razpisu za projekte zagovorništva objavila Public Libraries 2020. Ta projekt bo trajal 1 leto. Njegov cilj je pokazati, kako pomembno vlogo imamo splošne knjižnice na področju socialnega vključevanja, ter vzpostaviti model zagovorniške kampanje, ki bo temeljila na izmerljivih vplivih in učinkih že obstoječih storitev splošnih knjižnic na tem področju. S projektom želimo dokazati, da smo splošne knjižnice pomemben dejavnik, ki lahko blaži velike družbene neenakosti. V knjižnici Brežice smo med marcem in junijem 2015 s pomočjo anketnega vprašalnika izmerile učinke storitev za ciljne skupine. Rezultate bomo uporabili za zagovorniško kampanjo na lokalni ravni, medtem ko bo Združenje splošnih knjižnic vodilo kampanjo na nacionalni. Pridobljene informacije bodo dragoceni kaže pot pri našem nadaljnjem razvoju. Vsem še enkrat iskrena hvala za sodelovanje. V sklopu projekta je bil za vsako storitev posebej narejen tudi video in eden s skupnim sporočilom. Ta bo 20. novembra ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic objavljen na različnih kanalih. Tudi mi smo vas fotografirali in posneli. Predlagam, da si zanimiv prispevek skupaj ogledamo. Po prispevku pa nam bo svoje vtise predstavila udeleženka tečaja Jožica Mrslavič.
Lep dober dan vsem skupaj. Rada bi vam prebrala nekaj svojih zapažanj. Sem Jožica Mrclavič, članica knjižnice Brežice, kjer sem delala do svoje upokojitve. Na enem izmed obiskov sem izvedela, da v knjižnici izvaja računalniške tečaje. Takoj sem pomislila na svojo hčer, ki je bila na vojaški misiji v tujini. Da sva se lahko sporazumeli, je bilo potrebno poznati te vražje tehnične napravice, ki sem se jih dotlej otepala z vso silo. Hči me je naučila uporabljati tako tablico, da mi je na list napisala navodila. Uspelo mi je zagnati program Skype. Ko pa sem pomotoma pritisnila katero drugo tipko, zdaj vem, da so to ikone, sem se ustrašila, da bo kaj izbrisala ali celo pokvarila. Da bi dopolnila svoje znanje, sem se prijavila na računalniški tečaj. Tako smo tečajniki 6. začetne skupine marca s strahom sedli pred računalnike v e-učilnici knjižnice Brežice. Pojmi, kako uporabiti miško, kdaj levo in kdaj desno miškino tipko, kaj so ikone, orodne vrstice, kako izberemo velike črke, kaj vse najdemo na tipkovnici, so bili za nas neznanka. Tipke Home, Delete, Enter, Shift, kaj in kdaj pritisniti. Stkali smo glave, pomoč Sotrpino in mentorice Lilijane je še kako prišla prav. Med delom je bil dobrodošel tudi odmor. Ob kavici ali soku smo se posladkali in poklepetali. Modul, internet in svetovni splet, tega smo bili najbolj veseli. Ustvarili smo svoje e-naslove, si dopisovali, pošiljali slike. S pomočjo svetovnega spleta smo skozi okno pokukali v svet. Pregledovali smo dnevne novice, preverili vremensko napoved, odkrivali mnoge zanimive spletne strani. Tudi na YouTubeu smo si zavrteli nam ljube melodije in si ogledali zamujene TV oddaje. S pomočjo strička Googla smo raziskovali zemljevide, iskali svoj dom in kukali k sosedom. S prevajalnikom smo prevajali, silomili jezike, ob rezultatih zabavali in obnavljali že pozabljeno slovnico. Če so na začetku nekateri obupavali, smo se na koncu vsi veselili, saj smo se veliko novega naučili. V imenu 6. začetne računalniške skupine Migam za računalnikom se zahvaljujem za gostoljubnost knjižnici Brežice. Občini Brežice in županu Ivanu Mulanu pa, da so nam omogočili pridobitev pozitivne izkušnje uporabe računalnika v vsakdanjem življenju. Hvala. Jožica, hvala. Za sodelovanje in podporo se zahvaljujem tudi županu občine Brežice Ivanu Mulanu, ki se današnjega srečanja žal ni mogel udeležiti. Vsem vam, udeležencem tečaja in mentorici, čestita za uspešen zaključek izobraževanja ter želi prijetno druženje in veliko energije za nove izobraževalne podvige. Današnje srečanje smo torej namenili prijetnemu druženju zaključka srečanja 6. začetnih skupin računalniškega tečaja. Prav vsak prejme potrdilo o upravljanju. Prosim, da po prejetem potrdilu stopite na oder in počakate na skupinsko fotografiranje.
Še enkrat iskrena hvala občini Brežice in županu Ivanu Molano, mentorici v računalniških tečajev Liljani Žiraš in tudi vam, dragi tečajniki. Namen tečajev je posameznikom omogočiti pozitivno izkušnjo z računalnikom. Vaši odzivi pričajo, da nam je to tudi dejansko uspelo. Če bi radi usvojili spretnost 10-prstnega tipkanja, izurili hitrost prepisovanja besedil, dobro obvladali tipkovnico, se nam pridružite na brezplačnem tečaju 10-prstnega tipkanja, s katerim smo prav na pobudo številnih tečajnikov pričeli konec letošnjega aprila. Z novimi skupinami nadaljujemo septembra. Za prijave in več informacij vam je na voljo izvajalka tečajev. Prav tako se lahko vključite na nadaljevanje tečaj ali ob petkih pridobljeno znanje osvežite na brezplačni individualni pomoči. V bodoče naj vam e-pismenost prinaša samozavest, osebno izpolnitev, vključevanje v spletne forume in različna družbena omrežja pa marsikomu odpre nove možnosti sporazumevanja in povezovanja. Naj računalnik več ne bo čarovnalnik.